Če kaj spremljate avtomobilizem, boste vedeli, da danes vsi še govorijo le o izpustu CO2. V bistvu gre le za spreten marketinški trik, saj CO2 narašča skupaj s porabo goriva. Večja kot je, večji je izpust. Tudi zato se proizvajalci lotevajo tega na različne načine. Nekateri ponujajo izredno drage in varčne različice, spet drugi pa za isto ceno kot običajne ponujajo rahlo dodelane, kot je takšen Ford Mondeo Econetic. Na zunaj ga boste v bistvu prepoznali le po malo bolj zaprti maski, zadaj po spoilerju in oznaki. Ima pa tudi malce nižje športno vzmetenje in pnevmatike z manjšim kotalnim uporom. Znotraj ni sprememb. Opazili boste tale indikator, ki kaže, katero prestavo bi bilo smiselno izbrati. Nas je pa presenetila končna izdelava, ki je bila tokrat precej boljša kot pri modelih, ki smo jih testirali do sedaj. Na 1,8-litrskem dizelskem motorju praktično ni sprememb. Ponuja 92 kW in je še kar zmogljiv. V povprečju pa naj bi porabil 5,3 litra na 100 km. Tudi na testu so bile cifre podobne, če sem vozil umirjeno. Prilagojeni menjalnik ima le 5 prestav, kar pomeni, da so dolge in je potrebno kar odločno speljevati, če nočete, da vam motor ugasne. Kot pri večini takšnih varčnih modelov se razlika v porabi goriva najbolj očitno pozna pri višjih hitrostih, ki pa pri nas niso več dovoljene. Vseeno je pohvalno, da lahko kupci za isti denar izbiramo med običajno ali pa varčno in do voznika malo manj prijazno različico. Je pa zato bolj prijazna do novega zakona o davku na motorna vozila.